Drage gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Sem Bojan Požar, vi pa gledate oddajo VV Faktor. In kot že veste, resnica boli, komentarji še bolj. Pa ni vseeno, kdo kaj reče. V tem mandatu smo prepolovili nezaposlenost pri mladih, se hvalijo Miro Cerar in njegova stranka SMC. Ampak to ni res, to je čisto navadna laž. Pravzaprav gre za eno od največjih laži Mira Cerarja in njegove stranke pred prihajajočimi volitvami. Resnica je namreč ravno obratna, drugačna. Zadnja leta je v tujino trebuhom za kruhom odšlo okoli 50 000 mladih Slovencev, med njimi največ visoko izobraženih. Poleg tega se na Štajerskem, Koroškem in Prekmurju vsako leto čez mejo na delo v Avstrijo odpelje dodatnih več tisoč mladih ljudi. Hkrati pa Cerarjeva vlada spodbuja prihode migrantov iz Kosova in Makedonije, ki Slovencem znižujejo ceno delovne sile. To je vsa resnica. Ob tem mi ni jasno, zakaj mediji dopuščajo, da Cerar tako laže. In mimogrede, če ne bi bilo Avstrije, bi Maribor eksplodiral kot socialna atomska bomba. Mi bomo pa danes za vas podrobno komentirali odločitev vodstva Slovenske ljudske stranke, da gredo na volitve sami, brez Franca Kanglerja in Aleša Primca ter njune združene desnice, ter zahteve za odstop predsednika države Boruta Pahorja. Z menoj sta naša stalna komentatorja, ekonomist Bernard Brščič in novinar ter zgodovinar Tino Mamić. Bernard in Tino, lepo pozdravljena. Dober večer. Torej, kot že vemo, je minuli ponedeljek glavni odbor Slovenske ljudske stranke soglasno podprl predsednika stranke Marka Zidanška ter odločil, da Slovenska ljudska stranka gre na volitve sama s svojo listo. Kar pomeni, da so dokončno odkartali Franca Kanglerja in Aleša Primca ter njuno na hitro združeno formacijo, imenovano Združena desnica. Zdaj, Bernard, kako ti komentiraš to odločitev, ponedeljkovo odločitev glavnega odbora Slovenske ljudske stranke? Da je gospod Zidanšek zelo samozavesten človek, napovedujem pa, da se bo to zelo slabo končalo, in sicer, da je Slovenska ljudska stranka dokončno na poti v politično zgodovino. Močno dvomim, da jim bo uspelo preseči 4-odstotni parlamentarni prag. Mislim, da bi bilo zelo oportuno, če bi se povezali z gospodom Primcem in gospodom Kanglerjem. Nenazadnje imajo vsi trije možakarji skupno zgodovino, tako rekoč bi lahko oblikovali SLS verzija 2.0. Sam ne bom objokoval te verolomne stranke, ki se v tranziciji ni ravno izkazala kot nek verodostojen partner oziroma kot resnično ljudska stranka, ampak bi prej rekel, da nek agrokomunistični sindikat, ki je zainteresiran za tako imenovano politiko svinjskih sodov, se pravi zadaljevanje neke kmečke klientele. Mislim, da je taki politiki odzvonilo. Tisto, kar je škoda, je po mojem problem tako imenovanih mrtvih glasov, ker vendarle bo stranka dobila nekaj odstotkov in te odstotki bodo v bistvu se posredno prenesli v glavnem relativnim zmagovalcem. Žali Bog, imamo pa sistem spodbud v volilnem sistemu takšen, da nagrajuje tudi neuspešne stranke. Ta prag 1% za financiranje lahko praktično pomeni, da ta politična formacija preživi tudi še čez en tak neuspešen poizkus preboja v državni zbor. Ampak to, ko si rekel, da te pač, mislim, da se Zidanšek pokazal kot samozavesten človek ali pa samozavesten politik, mislim, vprašanje za oba dva, ali sta pričakovala takšno odločitev glavnega odbora, ali sta vendarle mislili, da bo na koncu prevladal neke vrste politični razum, pa neka vrste politična realnost in da bo prišlo do združitve teh dveh formacij. Tukaj vprašanje, kakšna je vloga tega glavnega odbora. Jaz bi bolj rekel, da je ta glavni odbor popolnoma v rokah Zidanška. Zakaj tako mislim? Ne zato, ker bi poznal konkretno ali zelo dobro te ljudi, ampak zaradi njegove taktike, ker je on iz stranke vrgel par ljudi, recimo Marjana Podobnika, ki ne vem, kaj mu lahko on škodi. In je tako se je obdal v bistvu s kimavčki, s tistimi, ki samo kimajo in se strinjajo z njim. V bistvu zelo podobno kot mnogi drugi politiki. In zato je on v bistvu uveljavil svojo voljo. Sem pa prepričan, da je 99% članov stranke
proti tej odločitvi. Ne? In zato gre tu dejansko za veliko škodo, ker se izgublja ena blagovna znamka. Kakorkoli, to je blagovna znamka, ki bi lahko nekaj prinesla, tako bo pa zelo težko, jaz tudi ne verjamem, da pride v parlament. Ampak zanimivo je, pa so bile potem nekatere reakcije, recimo podpredsednika Slovenske ljudske stranke, ki je objavil na Twitterju, da je tako bilo jasno, da Slovenska ljudska stranka nikoli ne more iti v predvolilno koalicijo z skrajno desnico, in je pač naenkrat nenadoma Franca Kanglerja in pa Aleša Princa označil kot skrajno desnico. Kako pa recimo to komentirate, Bernard? Smešno, kakšna skrajna desnica. Jaz moram reči, da sem tudi presenečen nad sintagmo združena desnica. Ne vem sicer, kaj se je združilo, Nova ljudska stranka in stranka Nova ljudska stranka in gibanje, oziroma stranka za otroke geje. Mislim, tu pravzaprav sta dve stranki, ki po svojem ekonomskem programu prej sodita v levico kot v desnico. Zlasti gospod Primc je tem svojim ljudskim tribunstvom in zagovarjanjem nekih prosulih idej, krekovstva in nacionalnih interesov pravzaprav vprašljivo, sploh koliko je to desnica v socialnem smislu verjetno, glede na njihov zdrav pogled na vlogo očeta, mame, starih staršev, skratka družine. V ekonomskem smislu mislim, da je pa to precej združljivo z levico. Tako da tu programsko ne vidim kakšnih... Janka Weber, sloga, ne? Ja, dejansko, jaz mislim, združena levica, potem koncepti neke skupne zasebne lastnine, po mojem so jim zelo blizu. Verjetno gre prej za, bom rekel, karakterne antipatije, ker ne nazadnje tem trije možakarji izhajajo iz istega brloga, iz istega hleva, se pravi Slovenske ljudske stranke. Jaz moram reči, da sem prej pričakoval poizkus oblikovanja žlahtne desnice, poizkusa združevanja ali pa povezovanja Slovenske ljudske stranke in NSI-ja, se pravi tako imenovane SZDL-jevskega koncepta dvorne opozicije, se pravi nejanševske formacije, ki se je oblikovala na evropskih volitvah leta 2014 oziroma 2013, se upravičujem, in bi prej pričakoval, kot rečeno, to poizkus oblikovanja žlahtne desnice na relaciji SLS NSI, ampak očitno tudi tam so neke karakterni antagonizmi. Mislim, da se ti vodilni možje ne morejo sporazumeti tudi o razdelitvi potencialno izvoljivih volilnih okrajev. Skratka, da so neke, bom rekel, čist osebni interesi v ozadju. Kot rečeno, edina škoda po mojem je teh mrtvih glasov, tega 2-3% mogoče, ki bodo šli v nič. Zdaj, če te prav razumem jaz, Bernard, se upravičujem, Tino, tvoja ocena je, da se zdaj nobena od teh formacij ne bo uspela uvrstiti v državni zbor. Jaz ne bom rekel, da združena desnica. Združena desnica ima še nekoliko odprtih možnosti, več kot Slovenska ljudska stranka, če ravno obžalujem, da si je strahovit politični kapital, ki ga je v svojem družbeno angažiranem delovanju ljudskega tribuna gospod Primc pridobil, zlasti mislim na njegovo neprecenljivo pozitivno vlogo pri referendumu v družinskem zakoniku in pa njegovo požrtvovalno delo v odboru 2014. Brez njega kot spiritus agensa ne bi to delovanje imelo tako dobrohotnih posledic za državo, tako da je še pred letom dni kazalo, da bo njegova stranka z lahkoto prišla v parlament. Moram reči pa, da z katastrofalno odločitvijo za predsedniško kandidatko Likovičevo in odločitvijo, da gospod Primc ne kandidira na predsedniških volitvah in izkoristi medijski prostor za graditev kapitala, plus
ta zelo nenavaden ekonomski program, ki po mojem ne pelje Slovenije na pravo pot, da je to mlinski kamen, ki utegne pravzaprav potopiti ta na začetku čisto obetaven politični podjem. Tudi Marko Zidanšek oziroma Slovenska ljudska stranka ni imela kaj bolj uspešne kandidatke na predsedniških volitvah, kot Aleš Princ. Katastrofalno, ampak tam se saj moram reči, da so pač izbrali non-entity za predsedniško kandidatko, medtem ko je pa tu šlo za kandidatko, ki je po mojem mnenju izredno zbila gospodu Primcu politični kapital in praktično ta stekleni strop, ki ga mora prebiti, bistveno znižala. Ampak kot rečeno, verjetno si je gospod Primc s svojim ekonomskim programom sam sebi največji sovražnik, se pravi, da ima neko združitev na eni strani socialnega konzervativizma in drugi nekega neosocialističnega levičarja. Take kombinacije v Sloveniji še nismo imeli. Jaz morda, da se kot agnostik politični lahko celo motim, ampak mislim, da je presečna množica socialno-konzervativnih pa ekstremno levih volivcev, ne bom rekel prazna, ampak zelo majhna. Dobro, zdaj, Tino, izvoli, imamo ti dati besedo. Glejte, pristajamo na napačno terminologijo. In sicer desnica, to ni desnica, to, čemur rečejo tudi združena desnica. O čem govoriš? O politični desnici v Sloveniji. Ne? Aha, splošno, nekaj pogovarjamo se o Slovenski ljudski stranki, pa o združeni desnici. Ne Primc, ne združena desnica, ne Kangler, ne Janša, ne Nova Slovenija. Nihče od njih ni desnica. To je vse desna sredina, konservativna desna sredina, ampak nikakor ne desnica. Ampak zakaj pa potem očitki Slovenske ljudske stranke, da je sta Kangler in pa Princ nenadoma postala skrajna desnica? Zato, ker pri nas lahko pač desničarju oziroma tistemu, kar ni levo, lahko pripišeš ravno, kar hočeš, in bojo mediji to takoj pobrali. Ker če pogledamo, kaj zagovarja Primc, če pustimo to dejansko zelo nenavadno odločitev za tak nenavaden in da ne rečem še kakšno grčo besedo, gospodarski program 3 minute imamo še, Tino, tako da poskušaj biti hitro. S tem nacionalnim interesom. On zagovarja družinske vrednote. Družinska vrednota, to ni desničarska stvar. To je vse splošna, zelo, zelo sredinska. In krščanski demokrati so v Evropi večinoma sredinske stranke. Zato je te priseganje na družinske vrednote, to je najbolj normalna zadeva, ki jo ljudje sprejmejo kot najbolj normalno, kot sredinsko. Zato to nikakor ni desnica. Mi pa, kot sem rekel že prej, pristajamo na to, da govorimo desni sredini desnica, na levici pa govorimo, zdaj smo začeli govoriti o levi sredini, čeprav mi leve sredine sploh nimamo, imamo samo levico in skrajno levico. In tu mislim, da bi morali začeti uporabljati drugačno terminologijo. Zdaj, Bernard, ti si na začetku omenil neko zanimivo besedo. Rekel si ta neverjetni optimizem, oziroma bom rekel samozavest, ne optimizem, se počujem, samozavest Marka Zidanška. Odkot pa ta njegova samozavest? Ne vem, odkot izvira. Gospod menda je v predkazenskem postopku zaradi njegove vloge pri prodaji delnic premogovnika Velenje. Skratka, da gre za precej, bom rekel, kompromitirano verjetno osebo, tako da jaz ne razumem, odkot ta samozavest. Ne vem, ali je to primer Dunning-Krugerjevega sindroma, ki je očitno zelo nalezljiv v slovenski politiki, se pravi neskladje s tem. Mene veseli recimo, da sta Kangler in Primc nekako ugotovila, da imata omejen domet in da brez sodelovanja praktično 4-odstotni, tudi sam veš, kot politični podjetnik, da je to vendarle zahteven podjem, da 45 tisoč volivcev nagovoriti, jih prepričati, spraviti na volišča in prepričati, da volijo zate, za tvojo platformo, ni preprosto. Tako da jaz želim Kanglerju in Primcu uspeh.
ampak obžalujem pa, kot rečeno, da gre za precej neposrečeno kombinacijo socialnega konzervativizma in pa ekonomskega socializma. Zelo dobro bi bilo, če bi se slovenska politika otresla krekovstva. Bernard, hvala. Tino, če imaš samo pol stavka, potem moram zaključiti. Eno je samozavest, drugo je pa bahatost. Zdaj vprašanje, če ne zdaj gre tu Zidanšek je bolj za bahata, bahatost kot samozavest, ali pa Dobro, kakšno mi kombinacijo. bomo zdaj v prihodnjih dneh poskušali soočiti Franca Kanglerja, Aleša Princa in pa Marka Zidanška, pa bomo ugotovili, kdo je bahat oziroma kdo je samo samozavesten. To je bilo zdaj za vse zdaj okoli te teme. Gremo na oglase in po oglasih se vrnemo k kazenskim prijavam zoper Boruta Pahorja.